Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Rada bi vas, preden gremo na današnjo epizodo, spomnila na naš dogodek, ki se bo odvil 20. aprila v živo v Kristalni palači. Zanimivo druščino poznami. Z nami bo seveda Andraž Grahek, z nami bo tudi Damjan Merlak, večkratni gost MoneyHow, tudi na zadnjem dogodku je bil Damjan z nami, serijski podjetnik, investitor, kriptomilionar. Nejc Bizjak se nam bo oglasil iz New Yorka, prihaja iz kriptomenjalnice Bitstamp. Z nami bo tudi Boris Cergol, ki smo ga tudi že gostili v MoneyHow na temo umetne inteligence in ChatGPT-ja. Je pa poznavalec trendov na področju umetne inteligence, regijski vodja podatkovne discipline v podjetju Endava in v preteklosti se tudi ukvarjal s trgovalnimi strategijami. Z nami bo Tomaž Štolfa. Večino življenja je preživel med Silicijevo dolino in Berlinom. Ustanovil je nekaj uspešnih startup zgodb, bil je angelski investitor, zbral je več kot 100 milijonov evrov denarja. Z nami bo še Andraž Brili, ocenjevalec vrednosti nepremičnin in partner v Capital Genetics. Z nami je bil tudi večkrat na podcastu MoneyHow in pa tudi na zadnjem dogodku. Ostale goste podelitve še čakamo. Vabljeni na dogodek, torej spletna stran money-how.si, tam imate vse navodila, kako se lahko udeležite dogodka, tako da prisrčno vabljeni. Bančna kriza, tekma centralnih bank v dvigovanju ključnih obrestnih mer, vse dražje zadolževanje, vse večje proračunske luknje, stopnjevanje geopolitičnih trend, kakšna bo pomlad. V tokratni epizodi je z nami dr. profesor Mojmir Mrak, strokovnjak za mednarodne finance in ekonomske politike ter profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, bil pa je tudi že gost MoneyHow. Dobrodošli nazaj. Dobar dan. A gremo se kar dotakniti takoj na začetku te bančne drame, ki se je zdaj dogajala najprej čez lužo, Silicon Valley Bank, pa Signature Bank in trenutno tudi First Republic Bank. Te težave so nas z mislimi vrnile v čase globalne finančne krize in mogoče je v bistvu prva lekcija, da ima sistematično zaostrovanje monetarne politike v boju zoper seveda povišano inflacijo lahko tudi svojo ceno oziroma stroške, ter da je lahko račun izstavljen praktično čez noč. Kako vi gledate na to situacijo, v kateri smo bili pred kratkim, oziroma vsak vikend spremljamo nek propad neke banke, ali so šle centralne banke mogoče predaleč? Ja, verjetno se treba za celo tole analizo tele današnje situacije tudi vrniti na tisto obdobje po te prejšnji finančni krizi, bančni krizi. Tista kriza je bila izrazito, da rečem, povzročena z bančnih virov in to z, da rečem, teh sistemsko močnih teh bank, zlasti v Ameriki. In na odgovor na tisto ekonomske politike pa centralnih bank, če se spomnite, je bila na eni strani jasno reševanje teh sistemsko pomembnih finančnih inštitucij. Najprej Bear Stearnsa, če se spomnite, se je reševal še komercialno, ampak ko se je pa videl, da ko se je spustil Lehman Brothers v stečaj, se je pokazalo, da je bil rizik prevelik, da se je to podcenjevalo in takrat se je potem vzpostavilo neko stališče, da je treba te finančne inštitucije reševati, ker če jih ne rešujemo, so stroški za vse nas v gospodarstvih bistveno večji. Zdaj, v tem času je pa prišlo do nekega obnavljanja gospodarske rasti, do zelo spremenjenih teh mehanizmov za kontrolo regulatornih stvari in pa tudi do bistveno spremenjene monetarne politike. To se mi zdi zelo pomembno. Obrestne mere so, ko se spomnimo, šle na nulo, ne samo to, da so šle na nulo, bilo je še dodatni ukrepi. Skratka, šlo je za neko desetletje monetarne politike, za katero je bilo kar že tudi takrat rečeno, da zdaj ta ogromna likvidnost, ki je bila kreirana na ta način, je nekam pač šla. In že takrat so bila neka opozorila, da lahko je to nek vzvod nekih novih kriz enkrat v prihodnosti. Ampak vedno rešujemo stvari na relativno kratek čas. No in zdaj počasi prihaja do tega, kar ste vi v bistvu čisto neposredno vprašala. Zdaj, na eni strani smo, če se spomnite, imeli že pred izbruhom te rusko-ukrajinske vojne že povečevanje obrestnih mer, vračanje na neko
da rečem tako normalno pozicijo, ne, centralne banke so začele obrestne mere dvigati, ne, zdaj vi ste rekli, da imamo visoke obrestne mere, ne, a veste, obrestne mere 2-3%, 4%, to niso visoke obrestne mere, so pa res visoke v primerjavi z nenormalno situacijo, ki smo imeli v preteklih desetletjih, ne. In točno je, ne, da zdaj to, kar se dogaja, je, da to povečevanje obrestnih mer po dolgem obdobju negativnih, ne, ali pa ničelnih obrestnih mer, v tem času so te obrestne mere take, so zlasti banke v Ameriki šle tudi v nek biznis model, ki je temeljil na tem, da so obrestne mere nizke, ne. In zdaj je prišlo do tega, da so se te obrestne mere začele povečevati in to je bil neposreden povod, recimo tole, kar se je dogajalo v Ameriki, ta banka v Kaliforniji in pol tudi to, kar se zdaj prenaša, ne. Zdaj, kaj je bistven problem, saj potem, ko ga jaz zdajle vidim, ne, pa nikako ne mislim, da zdajle že vemo, kaj se čisto točno dogaja, ker je po mojem so stvari zelo zapletene. Glejte, jaz mislim, da so regulatorji relativno, kako bi rekel, celovito pristopili reguliranju teh največjih bank, ne. So pa po drugi strani pustili izven neke zelo poglobljene kontrole druge banke, to zlasti govori o Ameriki, mislim, da je ta problem v Evropi manjši, ne. V Ameriki so poleg te velike kontrole teh osrednjih bank, manjše banke, ne, postale ali pa so ostale precej izven te poglobljene kontrole. Jaz ne rečem, da ni nobene kontrole, ne, ampak izven poglobljene. In ta banka, ki je propadla, je bila ravno v tem sklopu. Tukaj bi jaz zelo rad omenil še eno stvar, ki se nam verjetno vali. Kot vidite, zdaj se depoziti valijo kam, ne? Depoziti se valijo v Ameriki izven bančnega sistema, ne, na ta denarni trg, ne? In tukaj so razni te Blackstone, Apollo in tako naprej, ne? Te so bili tradicionalno izključno na tem lastniškem trgu, private equity, ne? Zdaj imajo pa v bistvu te inštitucije vse bolj tudi kreditno vlogo in postajajo v bistvu na nek način konkurenti tem velikim ameriškim bankam, ne, ampak jasno, brez neke resne kontrole. Tako da, ne, jaz mislim, da bo en resen problem se počasi pokazal in zdaj so že jasne nekakve orientacije, da bo treba tudi ta segment bolj natančno regulirati. Tako da ena stvar, ki je bila, je sigurno ta regulatorski problem. Druga stvar, ki je bila, ne, ki je v Ameriki to neposredno povzročila, so bile tudi določene stvari na področju računovodstva, ne. Obstajajo, ne, ki so bile uvedene po finančni krizi in to je bila ta stvar, ne, da recimo, ko finančna inštitucija kupi obveznico, je ta računovodsko različno gledana, če je obveznica kupljena z dospetjem do konca ali pa če je kupljena z namenom trgovanja, ne. Tiste obveznice, ki so bile kupljene z namenom, da bodo ostale do konca, ne, jih ni treba skozi celotno časovno obdobje tudi, kako bi rekel, prilagajati njihovo vrednost dejanski tržni vrednosti, ne. In klenot so se jasno zdaj skrivale dejansko izgube. To so jasno tudi deponenti v eni fazi pač videli, da ta potencialni problem obstaja, ne, in so zato iz teh bank, ne, to je bil pa pol neposreden povod, začeli denar vleči ven, ne. V Ameriki obstaja ta depozitna shema, kjer so garancije do nekje, mislim, da nekje do 250 000 dolarjev, ne. In vsi deponenti, ki so imeli več kot to, so začeli pol denar iz teh bank, ki niso bile toliko močno kontrolirane, umikati, ne, ker se je očitno kazalo, da bo lahko problem. Čim pa banka začne zgubljati depozite, je pa to pol že resen problem. Tako da jaz bi tukaj tako rekel, ne, kar se tiče Amerike, tukaj je stvar za Evropo malo drugačna, tudi pri v Credit Suisse je stvar majčkeno drugačna, ampak v Ameriki je bilo to dejansko ta problem na eni strani, da so se obrestne mere začele povečevati in so bile banke, te zlasti manjše banke, ujete v to, da da so imele preveč eksponaže v teh obveznicah, ki so se pa zdaj začele jasno v tej situaciji vrednost spreminjati. Morali so pol iti do lastnikov, da se dopolni kapital in to je pol pele v neko stvar, ki jo zdaj vidimo, ne. Zdaj to je jasno sistemski problem, to se mi zdi zelo pomembno. Včasih smo govorili, ne, treba je reševati sistemsko pomembne banke, ne. One, ki pa niso sistemsko pomembne, ne, jih pa mogoče lahko tudi drugače tretiramo, ne. Ampak zdaj se vidi, recimo ta Silicon Bank, ne,
ta Silicon Valley Bank, ne, ta ni bila nič v tistem obdobju sistemsko pomembna. Ampak se je kaj pokazalo? Pokazalo se je, da so začeli deponenti vleči denar iz bank tega tipa. Ne? To pa ni zdaj samo ta banka, ampak cela vrsta drugih bank v Ameriki. Ne? In jasno, če pa to pol več bank, pa to samo po sebi postaja sistemski problem. In kot vidite, ko so Američani reagirali, ne? Reagirali so v tem specifičnem primeru, ne, te banke, da so dali garancijo dejansko za vse depozite. Ne. Ampak pazite, to je zdaj čist nesistemsko reševanje. Se pravi, ti si se 10 let pripravil na novo krizo, zdaj pa pride do krize in jo rešuješ popolnoma nesistemsko. Ne. In podobna, tle pa je neka paralela, da neka podobna situacija se dogaja tudi z temle Credit Suissom. Ne, pa to je verjetno tema za naslednje vprašanje. Ja, zdaj ste toliko zanimivih stvari načeli, da v bistvu sploh ne vem točno, ali bi začela s temi reševalnimi jopiči, ali bi mogoče celo te mehanizmi, ki ne bi bili jasni za reševanje težav v globalnih sistemskih bank. Zanimivo je to, da leta 2009 smo govorili too big to fail, zdaj pa v bistvu pravimo too big to save. Ja, glejte, to je zdaj, to too big to save, veste, kdo je to prvi uporabljal? To so prvi uporabljali Islandci. Ne? Islandska kriza leta tam, ne vem, kdaj je bilo to 2008, ne, je bila v bistvu kriza, ne, ki so jo pol Islandci reševali na ta način. Ne? Sam lejte, pri vsaki finančni krizi, ne, in tudi pri tej, ena od ključnih stvari je, ne, ko pride do krize, do propada, ne, kdo nosi stroške tega propada? Ne? Kdo nosi, kako so te stroški porazdeljeni? In to gremo lahko zdaj pri teh ameriških bankah, lahko se pol v Švici pogovarjamo. Ne? Pri Islandiji je bila stvar zelo jasna. Ne? Oni so dejansko, takrat so te banke propadle, ne? Niso teh bank reševali, ampak so formirali nove banke, kjer so pobrali zdravo jedro, ampak kdo je plačal stroške te krize? Tuji deponenti. Ne? Oni so dejansko potem rekli, ok, domače deponente zavarujemo, ne? Ampak to pomeni, da so potem rekli vsem tujim deponentom, dragi moji, vi ste pa denar zgubili. Pazite, ne govorimo o lastnikih, govorimo o deponentih, te, ki so imeli noter, ne, a vista vloge, in to so bili pa v glavnem tujci, ne? To so bili pa tujci, Angleži, v tistem primeru Holandci, in mimo grede, to je eden od ključnih razlogov, zakaj je Islandija takrat prekinila pogajanja za vstop v Evropsko unijo. Ne? Ker je bilo jasno, da oni pogajanja o vstopu v Evropsko unijo ne morejo nadaljevati, ne, če ne bodo priznali, ne, zagotavljali enakega tretmaja deponentov domačih in tujih. Ne? Ker, ne, Angleži pač, to je bilo, pazite, jasno, pred Brexitom, ne? In pa Holandci, ki so bili glavni deponenti tam skozi ta Ice Bank, ne, so bi izgubili ogromne denarja in tega te državi ne bi tolerirali. Ne. Zdaj, danes je pa ta situacija zopet, ne, too big to fail, ne, zdaj, ne, kot vidite, tole, kar se dogaja v Švici. Ne. V Švici zdaj le prihajajo ven poročila, to je zdaj dnevno sveže stvari, ne. Ne, zdaj se že jasno pokazalo, da je bilo že leto ali 2 let nazaj nekako ocena, da so te banke prevelike, da bi jih država reševala z klasičnim inštrumentom reševanja bank. Se pravi, da bi preprosto država, ne, to banko potem prevzela in reševala. Zdaj, kaj to pa pomeni? To pa zelo jasno pomeni, da bojo ceno plačevali, dobro, poleg lastnikov, tudi tisti, ki so bili, zdaj v tem švicarskem primeru, so to bili te pač bondholderji oziroma investitorji v te nakratne obveznice. To je kar neki paralel tudi s tisto našo slovensko situacijo, ne? Leta 2013. Ne? Ja, se to je zanimivo, da je v bistvu švicarska agencija za finančni nadzor v bistvu zahtevala izbris teh podrejenih obveznic, ampak ta ukrep je pa spremljala tudi podelitev likvidnostnega posojila. Treba biti majčkeno bolj natančen. Ne? Švicarski regulator je to dobil na osnovi nekega emergency zakona, niti ne zakona, ukrepa, uredbe, ki je bil sprejet preko vikenda, ne? In ta ukrep je regulatorju nalagal, da to od banke zahteva. Ne? Se pravi, v tem konkretnem primeru je regulator realiziral tisto, kar je bilo pač dogovorjeno na nivoju države, vse v teh dogovorih je regulator sodeloval. Sam imamo zelo nenavadno situacijo tole v Švici, jaz mislim, da odpira celo vrsto problemov
na katere jaz mislim, da je danes več vprašanj kot odgovorov, ne. In mislim, da bo to tudi pomenilo za regulatorje eno zelo novo situacijo, ne. Poglejte, vi imate kako se je ta Credit Suisse reševal, ne. Formalno se je reševal na tržni način, ne, da ga je prevzela ena druga banka. Jasno, ta druga banka ga je prevzela tako, ne, da je imela v bistvu, da rečem tako, ne, pištolo na sencih, da jo more prevzeti, ne. Je pa res, da je pol tudi regulator tej banki pač pomagal s tem, kar ste že vi rekla, ne, z nekimi likvidnostnimi stvarmi, ne, in po drugi strani, ne, tudi z praktično določeno ceno za delnice, ne. Tako da zelo nenavadna situacija je, ker je recimo pri tej normalni evropski, pa če hoče tudi ameriški ureditvi reševanja bank, ki pridejo v stečaj, je, da najprej se pobere jasno vse od delničarjev. Se pravi, da se delnice, ne, izbrišajo. Ne. Potem drugi nivo so potem drugi inštrumenti. Ne. Tle ta logika ni bila spoštovana. Ne. Tle si ti zdaj v bistvu izbrisal najprej terjatve iz naslova teh obveznic podrejenih. Medtem ko so delničarji en del svojega kapitala obdržali, ne, tako da je bil tako imenovani vrsten red, ne, je bil tukaj zamenjan, ne, in to je po mojem zdaj en velik presedan, ki bo po mojem tudi naprej, ne, se precej o njem razpravlja. Je pa ena stvar, ki je mogoče malo manj poznana, ne, vse te obveznice, ne, teh 16 milijard, so bile obveznice, ki so bile izdane po švicarskem pravu. Ne. Dragi moji, če imaš ti obveznice, ne, izdane v pravu države, kjer se to dogaja, potem ima jasno tudi kle država objektivno večjo moč, da tem deponentom kakšno stvar nam rekel naroči, ne, ampak lažje izvede, kot če je bilo to recimo newyorško pravo ali pa angleško pravo. Ne. Če si pogledate, vi recimo naše obveznice, ne, ki Slovenija kupuje, ne, ni nobena obveznica narejena po pravu Republike Slovenije. Ne. Skratka, to vam hočem reči, ne, da pravo, po katerem je obveznica izdana, je hudičevo pomembno v trenutku, ko pride do problemov. Ne. In če imaš ti obveznice izdane po nacionalnem pravu, je tvoj manevrski prostor večji, kot če je to delano po mednarodnem pravu oziroma pravu tujih držav. Ne. In pri majhnih državah, ne, je to več ali manj vedno tuje pravo. Tako da to je spet ena šola za ta male. Ne. No, se to sem glih hotela vprašati, zdaj je to res ful aktualno, mali delničarji dobesedno stojijo v vrsti za nakup obveznic državnih, videli smo v Belgiji, Španiji, na Hrvaškem, to je bilo res kar gruča ljudi, so se dobesedno zagnali za te obveznice, sploh v Španiji so celo lepo slikali, imamo slike tudi, ne. Kaj to dejansko potem to pomeni? To obstaja še eno ekstra tveganje za recimo te male delničarje, ker vsi govorijo, da ni nobene panike, da je to najbolj varna oblika. Jaz bom tukaj zelo jasno povedal, ne, da pravo, po kateri se obveznica izdaja, ne, zgleda tako bi rekel zelo neka nepomembna stvar v trenutku, ko ti tole počneš. Ne. Rata pa hudičevo pomembna v kakšnih tovrstnih problemih. Ne. In v tisti situaciji, ko pride do bančne tovrstne krize, ne, potem pa lahko to, ne, ali je obveznica izdana na osnovi tujega prava ali domačega prava, postane zelo pomembno. Jaz vam bom dal en primer, ki ni tako blazno daleč nazaj, to so grške obveznice. Ne. Grške obveznice, takrat, ko je prišlo do tega propada v Grčiji, ne, je bilo en del tistih obveznic, ki jih je Grčija pač izdajala, bila izdana po nacionalnem pravu. Po nacionalnem pravu. Ne. Ampak kaj so pol naredili, ne, v Grčiji? To nacionalno pravo so spremenili in retroaktivno stvari uporabili. Se pravi, oni so v bistvu prekršili, ne, dogovore, sam ti lahko v svoji državi nacionalno pravo spremeniš. Ne. Tole bojo tudi Švicari naredili. Švicari bojo imeli zdaj naslednji teden, ne, sejo parlamenta, ne, ker zaenkrat je to v bistvu vladina uredba. Ne, tako malo karikiramo, ampak ne, bojo to naredili kot bi rekel, kot odločitev parlamenta, ne. In tukaj se zelo jasno kaže, ne, da sovereign, ne, državne stvari, ne, v tem primeru postajajo bolj pomembne, kot so pogodbene obveznosti. Ne, to je stvar, ki ne, mogoče jo ni fajn slišati, ampak tako pač to je. Ne.
Ne, to je super slišati, o tem se je treba pač govoriti, ne glede na to, da pač to postaja zelo aktualna tema. Ne. Mogoče sem to zdaj, ko govorimo o Švici, mislim, Švica je zakuhala kar nekaj finančnih, ne bom rekla škandalov, ampak kar nekaj težav je bilo v preteklosti, ki so izvirale v bistvu iz Švice. Kaj se dogaja v Švici? Zdaj, dokler je bil tečaj švicarskega franka do evra bolj ali manj nespremenjen, ne, potem je ta stvar, bi rekel, ok, funkcionirala. Ne. Problem pa je prišel po leta 2011. Ne, zakaj? Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da smo imeli takrat v bistvu višek evrokrize. Višek evrokrize ni bil izbruh leta 2010 za Grčijo, ampak eno leto kasneje. In zdaj jasno, ker je bila evrocona v krizi, je začel kapital iz evrocone bežati. Bežati je začel iz Nemčije, Avstrije in tako naprej. Kam kapital beži? Kapital beži na tiste tako imenovana varna pristanišča. Ne? In eno takih je bilo Švica takrat. Se pravi, Švica je bila poplavljena z prilivom evrov. In zdaj jasno, če so ti evri prihajali v Švico, se je ponudba evrov povečevala in rezultat tega je, da je švicarski frank se podražil, postal močnejši, ne, valuta švicarski frank je apreciiral, ampak tukaj treba biti zelo jasen, apreciiral je zaradi krize evroobmočja. Ne. In ker je apreciiral, je jasno prišlo do tega, da je švicarsko gospodarstvo postalo manj konkurenčno. Ne? Švica je pa zelo odprta, tako da izvoz robe, turizem manj konkurenčen, gospodarska rast se je začela nižati. Ne? In v tem kontekstu je potem švicarska centralna banka, ne, to se pa lahko spomnimo tisti, ki smo te stvari malo spremljali, ne, na nek način se odločila, da bo intervenirala in skušala držati tečaj na nivoju približno 1,20. Ampak kaj to pomeni? To je pomenilo, da je švicarska centralna banka prišla na trg kupovati evre. Pazite, švicarska centralna banka je kupovala evre v trenutku, ko je bil evro v krizi. Se pravi, ona ni kupovala evre zato, da bi rabila evre, ampak zato, da bi pomagala svojemu gospodarstvu. Ne? To je bila v bistvu rezultat. Tako da, ne, mislim, to je bilo malo nekorektno, ne, ta tečajno zgodbo vezati na neke specialne stvari v Švici. Ne. Oni so se po leta 2015, takrat, ko je šla evrocona, neka Evropska centralna banka se odločila za kvantitativno sproščanje. Ne. Takrat je švicarska centralna banka jasno videla, da se bo soočila z novim valom prilivov iz evroobmočja in takrat je pa rekla, dragi moji, zdaj je pa to tudi za mene kot švicarsko centralno banko predrago in so nehali intervenirati. Tako da je prišlo do še enkratne apreciacije. Tako da ne, ta tečajna zgodba klele ni. Ne. Klele mislim, da je bolj problem naš, ne, klele v teh državah, ki so to pač počele. Ne. A si predstavljate, da bi šel tečaj švicarskega franka slučajno v drugo smer? Ne. Kaj bi pol? Te, ki so te kredite najemali, kaj bi pol oni državi vračali? Ne, pa rekli, da ste zdaj služili nekaj več. Ne, blazno pametni bi bili vsi takrat, ne, pa rekli, se smo vedeli, da bo tako, ne. Ja, seveda. Če grejo stvari v napačno smer, pol pač ljudje iščejo pomoč, ne, in tukaj smeri pol država, tista, ki naj bi pomagala, ne. Točno to sem vas hotela zdaj vprašati, ta intervencionizem, tega državnega in centralno-bančnega intervencionizma smo imeli v zadnjem času res zelo, zelo veliko in zgodba se kar noče zaključiti. Recimo na zadnjem zasedanju ECB je Christine Lagarde tudi povedala, pomagali bomo bankam v težavah, naš Robert Golob premier tudi povedal vsem podjetnikom, če vam slučajno ne bo šlo, pridite v javno upravo, bomo poskrbeli za vas. Kako lahko razumemo to retoriko vnaprejšnjega podeljevanja rešilnih jopičev? Ja, se strinjam, da je tega zelo veliko in jasno, to vodi s seboj moralni hazard. Ne? Tako da tle treba biti korekten. Ne? Evropski bančni sistem je vsaj v 3 stvareh precej drugačen od ameriškega. Zdaj pa govorimo o temle trenutku. Ne? Ker zdaj dosti govora o tem, ne? Evropa, Amerika. V 3 stvareh bi rekel, je precej drugačen in to se lahko tudi jasno preveri. Ne. Če bi pogledali, kaj se dogaja z delnicami ameriških bank, ne, na teh borzah vidimo, ne, da so šle te delnice v Ameriki, govori generalno, ne posamezna banka, ampak bančni sektor, ne, precej bolj dol kot v Evropi. To je ena stvar. Ne. Druga stvar, zelo pomembna, ne, to je ta, ki je zdaj neposredno vezana za tole krizo, ne. Kaj se dogaja z depoziti v bankah? Ne? Depoziti v bankah so v Ameriki šli generalno
precej bolj dol kot v Evropi. Ne, v Evropi depoziti v bankah ostajajo relativno stabilni. Ne, se pravi, da to je drug indikator, ki jasno kaže, da saj zaenkrat je ta stvar stabilna. Ne, jaz ne rečem, da je to zelo dolgoročno stabilno, ampak primerjava zdaj z Ameriko je takšna, kot govorim. In tretja stvar, ki mi zdi tudi zelo pomembna, mogoče celo najbolj pomembna, struktura finančnega sektorja, evropskega in ameriškega, je čist zgodovinsko gledana povsem drugačna. Ne. V Ameriki podjetniški sektor bolj ali manj financira svoje stvari, to, kar rabi denar od zunaj, kar nima lastnih sredstev, z koriščenjem sredstev z finančnega trga. Ne. Se pravi, z izdajo obveznic, z izdajo delnic, se pravi, s finančnim trgom. Ne. Evropa je bila tradicionalno bistveno bolj vezana na bančno financiranje. Ne. Bistveno bolj. Ne. Tle je uvedba evra to sicer majčkeno zmanjšala, ampak še danes v Evropi je corporate sektor, podjetniški sektor bistveno bolj vezan na financiranje iz bank kot na finančne trge. Ne, se pravi, to je zdaj struktura. In zdaj, če gledamo, kaj se je dogajalo s finančnimi inštrumenti, v Ameriki je bilo ogromno teh finančnih inštrumentov, ki je tudi zdaj kot tržni delež najbolj pomembni, v obliki inštrumentov s fiksno obrestno mero, govorim z lastnimi obveznicami. In zdaj jasno, predstavljate si, takrat so bile obrestne mere nizke ali pa negativne, je bila 3% obrestna mera na te stvari lahko zelo zanimiva. Zato so banke in finančni posredniki na veliko šli. V Evropi tega nikoli ni bilo toliko. Če ti financiraš z bankami, kle je šlo dosti več za bančne kredite, ki so pa bili v principu po fleksibilnih obrestnih merah. In zdaj jasno, ko so bile nizke obrestne mere, zdaj se pa obrestne mere, tudi tega, kar se gre za kredite, pač povečujejo. Tako da to hočem reči, da je Evropa zdaj v tej situaciji mogoče majčken bolj, nam rekel, pripravljena, majčken boljši situaciji kot Amerika, zaradi teh stvari, ko se jih tole omenjal. Zdaj, kam bo to šlo na dolgi rok? Tudi tlele, da veste to, kar ste slišali o Deutsche Bank v zadnjem času. Deutsche Bank je banka, ki je v enih velikih delih prevzela določene ameriške stvari. Credit Suisse je Credit Suisse First Boston. Kaj je ta First Boston? First Boston je v bistvu, da je Credit Suisse, ne vem, kdaj je to bilo, 30 let nazaj kupil First Boston kot investicijsko banko in v tem delu šel zelo na ameriški način funkcioniranja. To je tudi eno od velikih problemov v Credit Suisseu, če hočeš clash kultur. To sta dva kulturno popolnoma različna sistema in eden od razlogov za te probleme Credit Suisse je točno to, da so šli stran tega tradicionalnega bančništva, v stvarih so bile, da rečem tako bolj ameriške, sicer zelo atraktivne, lukrativne, ampak očitno precej bolj riskantne. Tako da so določene razlike med Evropo, ampak ne me zdaj narobe razumeti, da zdaj Evropa je pa varna. Sem se tudi rekel, a veste, kakorkoli ta bančna unija, bančna unija zajema le en zelo velik delež bančnega sistema v Evropi. Velik delež. Se pravi, da je pod neposredno kontrolo Evropske centralne banke, ali pa pač Evropske centralne banke ob sodelovanju nacionalnih centralnih bank, velik del bančnega sistema. In ker je bančni sistem dejansko ključen finančni posrednik v Evropi, bi lahko človek rekel, da je verjetno ta nadzor generalno gledano malo bolj celovit kot je v Ameriki. Zanimivo. No, pri Deutsche Bank, oni imajo bilančno vsoto 1500 milijard evrov. Najbolj pa razburja ta izpostavljenost banke na področju izvedenih finančnih inštrumentov, ki nam bi znašala kar 42 milijard vrednosti različnega premoženja. Ampak vsakeč, ko se pogovarjamo o teh bankah in vsem o tem dogajanju, vedno, in seveda v primerjavi z letom 2008, vedno dobimo znameniti odgovor. This time is different. Tokrat je drugače. Pa je res? Očitno je, kot vi pravite. Ne, mislim, razlogi bodo drugačni, ampak zopet imamo problem z regulacijo. V tem primeru imamo tudi problem. Zdaj pa ste ne me narobe razumeti regulacijo tega, da tiste, ki smo jih zdaj natančno nadzirali, to je v redu. Samo očitno v Ameriki so izpustili iz nadzorovanja en
velik segment, kamor so se pa potem po finančni krizi stvari, da rečem tako, selile, ne? Ker jasno, ne? Biznis želi biti manj pod kontrolo, ker če poslušate tudi naše bankirje, ne, kaj zahteva regulator od njih, ne, to so dejansko velike zahteve, to so tudi stroški končno, ne. Ampak jaz vendarle mislim, da je evropski finančni sistem zaradi tega, ker je v večjem deležu bančen, verjetno danes pod boljšo regulatorno kontrolo kot v Ameriki. Zdaj smo imeli Evropa, ZDA, mogoče tukaj vseeno lahko omenimo tudi zaostrovanje pač te retorike, praktično vsak teden lahko spremljamo, kako v bistvu se zaostruje retorika na relaciji vzhod-zahod. Od Putina mogoče nekako lahko rečem, da redno odvija to eskalacijski ventil, medtem ko zadnja poteza njihova je bila napoved namestitev taktičnih nuklearnih raket v Belorusiji, ampak ja, še zmeraj imamo vojno v Ukrajini, še vedno se ta zadeva ni zaključila, že več kot 1 leto traja, ni več glavna novica osrednjih dnevnikov vojna v Ukrajini. Smo še vedno v vojni ekonomiji, nazadnje smo se pogovarjali, ste rekel, da smo v vojni ekonomiji. Ne, absolutno, in to sem tudi, takrat, ko sem to rekel, je to dejansko tudi tako bilo, ne. Je pa res, da ta vojna ekonomija, mislim, da to, kar se s to vojno dogaja, ta vojna postaja vse bolj del nekega new normal, nažalost. Grozno. Tlej treba biti tudi korekten. Če se spomnite, ko sem jaz govoril o vojni ekonomiji, takrat so bile cene nafte, pa cene plina, veste kje. Danes so te cene več ali manj, tam, kjer so bile, se pravi v tem kontekstu danes govoriti v neki izredni situaciji, je dosti težji, kot je bilo recimo takrat se res ni nič vedel, jaz ne rečem, da se zdaj kdo dosti ve, ampak cene energentov so zdaj sicer jasno više, kot so bile pred vojno, ampak niso pa več enormno visoke, če gledamo, kaj se dogaja s ceno nafte, cena nafta je na nivoju, kjer je zdaj čisto pod kontrolo trenutno, pri plinu prihaja do teh sprememb, tako da jaz mislim, da računati na to, da se bo tale vojna relativno hitro končala, je verjetno naivno. Jaz mislim, da Rusije se vsaj na nek relativno kratek rok z sankcijami ne bo ekonomsko zlomilo. Ne bo ekonomsko zlomilo, ne smemo tudi pozabiti, da Rusija je bila že kdaj pod sankcijami in tisto njeno prebivalstvo je pripravljeno potrpeti marsikaj. Druga stvar je, da sankcije, kot vidimo, se uspešno prebijajo. Imamo celo vrsto držav, ki teh sankcij se niso pridružile, ne izvajajo. Če vi gledate, kaj se dogaja recimo z trgovino Rusije, ne samo s Kitajsko, tukaj lahko govorimo tudi z Indijo, s Turčijo. To so države, kjer se je v bistvu trgovina z Rusijo izrazito povečala, oni so še zelo zadovoljni, ker zdaj kupujejo nafto cenej, tako naprej. Tako da Rusija zdaj, kar se tiče nafte, prodaja več ali manj podobne količine kot pred vojno, res, da jih prodaja sumarno po nekaj nižji ceni zaradi teh kapic pa tako naprej, ampak tako bi jaz rekel, ta del Rusija relativno dobro prebija. Kar se tiče plina, je situacija pa drugačna, ker plina pa ti pač preprosto ne moreš, dokler ni teh plinovodov iz Rusije kam drugam, ga pač ne morejo izvažati, zaenkrat jih imajo samo v Evropo. Tako da tle je verjetno to še vsaj 5 let, bo ta odvisnost, če hočete Rusije od izvoza plina v Evropo, precej visoka. Vidimo tudi to, da cena nafte je zdaj taka, da na osnovi tega tudi ruski proračun je sicer v nekem deficitu, ampak to ni nek enorm deficit. Tako da, kot vidimo, Rusija dejansko dala je prioriteto vojski, in mislim, da bo Rusija vsaj na kratek rok to vojno, nam rekel, brez problemov, ampak brez relativno velikih problemov financirala. Jasno, na mal srednji, daljši rok bo to pol večji problem, ker bo pač prišlo do teh problemov z črpanjem nafte, z opremo za črpanje nafte, od kje bojo pol to dobili, ampak to so že pol stvari, ki so majčkeno bolj dolgoročne.
Dogaja se še ena stvar, ne, po mojem, ne, ki jo mogoče mi na Zahodu malo, ne vem, če jo jih natančno spremljamo, ne, ampak veste, tudi ta odnos med Rusijo pa Kitajsko, ne, pa temi, če hočete, sploh temi državami, teh glavnih emerging economies, ne, govorim tukaj zlasti o BRICS državah, ne, ampak veste, to je odnos, kjer je relativno enotno stališče, mogoče ne čisto vseh, ne, da je nasprotnik, da rečem tako, Zahod, razviti Zahod, ne, Amerika in tukaj v bistvu malo Evropa je majčkeno vezana na to, ne, ampak ko pa se začnejo te gospodje, pa gospe, no, glavno so gospodje, med sabo pogovarjati, ne, pa je to pa daleč od tega, da bi bila to neka zelo, kako bi rekel, ne, neka družba, ki se strinja o vseh teh stvareh, ne. Če gledate, recimo, Indijci zelo nervozno gledajo to, da ne, Kitajska se kle hoče pozicionirati kot vodja tega bloka, ne. In to je smisel, da Kitajska sistematično počne. Ne. Tale obisk, ne, ki je bil zdajle kitajskega predsednika v Rusiji, je zelo jasno pokazal to. Ne. Tudi članki, ki jih pišejo danes, ne, Rusija je zdaj, bi rekel tako, malo manjši partner v odnosu do Kitajske. Ne. Se pravi, na nek način s tem, ne, da jo Kitajska nedirektno obsoja, ne, je dejansko si kupuje pač neko diplomatsko okolje, ne, ampak cena tega je, da postaja gospodarsko, jaz bi rekel, junior partner Kitajski. Ne. In strateško gledano, ne, se stvar pele dejansko v to, ne, da bomo imeli jačanje Kitajske, tudi govorim globalno, ne, tudi če vidite te kitajske iniciative, ki se dogajajo zdaj na Bližnjem vzhodu, ne, ki se imel zdaj v bistvu politično neko približevanje Irana, Saudsko Arabijo, kdo je to zmenadžiral? Kitajci. Ne. Američanov ni več kle. Ne. Na Bližnjem vzhodu Kitajci prevzemajo ključno vlogo. In kle se menja stvar, ki je bila desetletja, ne, je bil Bližnji vzhod, nafta vezano z Ameriko, tle je bil nek, če hočete tak, deal, nafta za orožje, če hočete, zelo poenostavljeno rečeno. Zdaj se v bistvu, jasno, orožje ameriško, nafta o tem, zdaj bo pa ta nafta v bistvu za kitajski, če hočete, razvoj in tako naprej. To se tudi, kaj se kle tudi dogaja, to je tudi zelo nova stvar, nekatere te zalivske države začenjajo zdaj prodajati to nafto, na osnovi teh dolgoročnih aranžmajev, ne več v dolarjih, ampak v juanih. Tako da, jaz ne bom presenečen, če bomo v 10-15 let dejansko videli svet v nekako oblikovan okrog dveh glavnih valut. To ne pomeni, da drugih valut ne bo, ampak govorim dveh globalnih valut. In problem tega je, da bodo te valute tudi vezane z vsaka svojim plačilnim sistemom. Ne bo več Swifta generalno za vse, ampak bodo imeli Kitajci svoj Swift. In to bo polen svet, ki bo tudi za biznis postal precej manj prijazen, kot je bil recimo nek svet globalizacije, ki je bil zlasti za nas tam male zelo fajn, ker so bila pravila igre relativno jasna, vse so jih postavili, ampak so bila relativno jasna in tam mali se lahko prilagajamo pravilom. Zdaj pa v bistvu bo trgovina, investicije šle potem, a si moj ali nisi moj. Se pravi, dosti bolj bo ta element, ali boš kle, ker če boš kle, ne boš mogel biti na drug stran. Da se bo šel na tak način izključevanja. A znaš ali pa nisi znaš? Ja, seveda, in to jasno pomeni stvar, ki to ni zdaj neposredno govorim vojni, ampak govorim čisto ekonomski, delitvi sveta in ta stvar po mojem poteka preko zdajle tudi v kontekstu te vojne kar precej pospešeno. A lahko mogoče še pokomentirava zdaj, kako ravno omenjate Kitajska, ZDA, v Ameriki se odvija en ta, ni sodni proces, ampak nek proces in sicer delovanje kitajske družbe, ki je v bistvu lastnica ena največjih in najhitreje rastočih družbenih omrežij, TikTok. Mislim, da imajo 1,6 milijarde uporabnikov in to v Ameriki res eksplozivno raste, zlasti med mladimi. Tukaj so res v igri milijarde. A bo dopustil en tak velik sistem, ena taka država, da en tako večje podjetje nekako
osvaja ljudi in ozemlje na nek način. Problem pri tem podjetju, ne, ali pa pri tovrstnih podjetjih je, ne, da če pa malo gledaš to strukturo, kako to funkcionira, ne, ta podjetja imajo v svojih, govorim o kitajskih podjetjih, ne, oni imajo dejansko obvezo, praktično obvezo, ne, da dajo dostop do teh stvarih tudi državnim inštitucijam. Ne. Zdaj jasno, te stvari, ki so na TikToku, ne, ima do njih dostop tudi ne samo firma, ne, ampak tudi še kdo drug. Ne. Po drugi strani, ne, tako, točno to. Ne. In se pravi jasno, čim imaš pa ti to povezavo, ne, potem pa jasno postane nek taka baza podatkov, ki jih ima nek tak provider, ne, z toliko in toliko uporabniki, lahko zelo pomemben element, ne, v kontekstu te umetne inteligence, kle se da marsikaj pol iz tega čist, ne, strateško varnostno narediti. Da ja, ampak gledajte, to je spet tisto, kar sem prej rekel, ne. Začeli se bomo zapirati, ne, če boš imel TikTok, ne, ga boš imel pač lahko v tistem delu sveta, pika, kle ga pa naš mogo imeti, ne, kle mečkim karikiram, ampak to je zdaj, to je to, v katero smer gre, ne samo pri financah, ampak pri teh tehnoloških stvarih, po mojem, še toliko bolj. Ne. A lahko mogoče tukaj, glede na to, da so volitve naslednje leto v Ameriki, a lahko tukaj mogoče ravno zaradi takega družbenega omrežja nekako se sforsira, da bi, naprimer, Trump, ki je veliko bolj odprt do, recimo, Rusije, mogoče malo manj do Kitajske, da bi zmagal, ali pa da bi nek voditelj dobil več glasov, ki je bolj pro-kitajski. Jaz sigurno ne bom tole špekuliral, ampak dejstvo pa je, da imajo to vrstna omrežja zelo pomembno vlogo tudi v tovrstnih procesih. Ne. Tako da, ne, da bojo imele, da bo to imelo vpliv na bodoče volitve, ne samo v Ameriki, tudi marsikje drugje, ne, je pa dejstvo, s kateri so mogli navaditi živeti in jaz z vsemi negativnimi posledicami tega. Ne. Zdaj, mogoče samo še to, Evropska komisija se mi zdi, da je inštitucija, ki je prepovedala uporabo svojim zaposlenim TikTok na službenih telefonih. Mislim, da ni samo Evropska komisija, mislim, da so tudi nekatere države že to naredile, mislim, da to Velika Britanija, pa še kar nekaterih. Tako da to je, mislim, da bo postalo več ali manj štandard in to je tisto, kar sem se prej pogovarjala. Ne? Preprosto, ti boš s temi podatki, ne, te podatki ni nujno, da ostajajo na korporativnem nivoju. Ne, pazite, ker to imajo te kitajske firme v bistvu kot obvezo. Ne, tako da tle ne gre zdaj za. Ne, in po drugi strani imajo tudi stvari, da pa, ne, kar gre pa iz Kitajske ven, pa ne. Zdaj je bil članek, mislim, da včeraj ali predvčerajšnjem v Financial Timesu, ne, da so Kitajci v bistvu preprečili dostop do njihovih osnovnih baz, praktično teh informacijskih sistemov za raziskave. Pazite, za raziskave. Ne? Kjer so bili recimo notri vsi časopisi od leta 15, ne, naprej, 1915. Ne? Se pravi, da so lahko ljudje raziskovali. Ne? Zdaj raziskovalcem ne pustijo dostopa do, če hočete, osnovnih informacij o Kitajski. Ne? Si predstavljate to? Noro. Ampak drugače, čez lužo v Ameriki pa pravijo, da v bistvu si nobena politična stranka ali pa nekako voditelj ne bi drzno prepovedati TikTok, ker bi to pomenil pač revolt mladih, ker to je pa res med mladimi zelo razširjeno. Tako da to je tudi v bistvu neko politično vprašanje, ne, pod črto. Preživetja na trgu. Ne. A gremo, ker se vam mečkam mudi, bi pa vsem rada samo še eno zadevo. Svetovna banka, ravno danes je prišlo poročilo včeraj, da bo povprečna potencialna svetovna gospodarska rast do leta 2030 upadla na najnižjo raven v zadnjih 30 letih. Ne. In sicer na 2,2%. To so pa tudi označili kot izgubljeno desetletje za svetovno gospodarstvo in potencialne težave za te vse te plane povečanja ponudbe delovne sile, produktivnosti, zelenih naložb in podobno. Ne. Kaj to pomeni za ta napoved Svetovne banke? Jaz mislim, mi smo se srečevali s temi nižjimi napovedmi, ne, za naslednje desetletje že v kontekstu COVID krize, ne, ker je bilo jasno, da COVID kriza ima dolgoročne, ne, implikacije na to. Ne. Nekateri deli sveta, ki govorim zlasti Evropa, ne, pa tudi v kontekstu te energetske krize, ne, ker ta energetska kriza, oziroma da rečem ta ruska
rusko-ukrajinska vojna, ne, ima na nekatere zelo negativen vpliv, to je predvsem Evropa, ne, na nekatere pa tako pod črto gledano, ne, celo pozitiven vpliv. Ne. Govorim recimo tukaj v Latinski Ameriki, ne. Razlog je tukaj čisto preprosto v tem, da so še cene hrane gor, ne, in ker so te države nekatere predvsem pomembne izvoznice hrane, je to bilo za njih neto plus. Ne. Ampak generalno gledano je točno to, kar pravite, ta projekcija je, ne, da bo ta gospodarska rast nižja. Ne. Še ena stvar je tukaj, ki nismo tukaj omenili, pa bi verjetno tudi, ne, ampak je malo preobsežna. Mi se srečujemo jaz bi rekel, tamle približno 30 državah v razvoju z resno dolžniško krizo. Ne. Krizo, da države niso več v stanju sposobne servisirati svojih dolgov. Ne. Zdaj bomo nekdo rekel, zakaj pa niso sposobne, zakaj so se pa to zadolževali. Ne. Ne, razlog je preprosto v tem, da je situacija se v 2 letih dramatično spremenila. Ne. Tisti, kar je bilo 2 leti nazaj, so države lahko ob takratnem obsegu dolga, ki ni bistveno večji danes, so tisti dolg lahko brez problema servisirale, ne? Danes ga pa ne morejo. Zakaj ne? Ena stvar je, da so se obrestne mere povečale, ne? Druga stvar je, da je tečaj dolarja narastel, ne? In tečaj dolarja, te države imajo večino svojih dolgov do tujine v dolarjih, ne? In to jasno pomeni, da se je njihova dolžniška obveznost povečala. Ne? Zdaj, tukaj je problem, da ko pride neka država na rob bankrota, ne, potem se začnejo pogovarjati, kako te kredite prestrukturirati, kaj odpisati in tako naprej. Ne. Imamo pa zdaj eno popolnoma novo situacijo, ki do zdaj še nikoli nismo imeli, ne, da so zdaj v bistvu Kitajci največji upniki cele vrste držav. Ne. Zlasti govorim v Afriki. Ne. To so govorim za dežele v razvoju. Ne. To so bili ti ogromni infrastrukturni objekti. Ne. Nekateri od teh objektov so bili delani čisto kot beli sloni. Ne. Enega imamo tudi relativno blizu nas. Ne. V Črni gori tista avtocesta, ne, ki pele zaenkrat in the middle of the nowhere, ne, ki je bila financirana z milijardnim. Res, to sploh vedela nisem. Milijardo dolarjev kredit je bil za avtocesto, ki je dolga 50 kilometrov. In to je zdaj narejeno, ampak tista cesta se pač konča tam v enem kraju, ne, ki naprej pa ceste ni. Ne, in, ne, da, enkrat, ko bo končana, ampak je treba še 200 kilometrov avtoceste, da bo to povezano s srbskim ozemljem, ne, mislim, s Srbijo in pol naprej. Hočem vam to reči, ne, da je ta dolžniški problem je zdaj kle. Ne. Ključna novost tega dolžniškega problema je pa, da imamo enega novega upnika, ki ga do zdaj nismo imeli. In se bo treba s tem upnikom začeti pogovarjati. Ne. Ta upnik se pa ne bo pogovarjal, kot se je to dogajalo v preteklosti, ampak bo po mojem skušal te kredite in recimo svojo pripravljenost za prestrukturiranje, ne, da rečem tako, unovčiti na različne načine. Sam en primer vam bom dal, ki se je že zgodil, ne, pa lahko sami delate zaključke. Šlo je za eno veliko pristanišče v Šrilanki, ne, ki je bilo financirano s kitajskim kreditom. Jasno, Šrilanka tega kredita ni mogla vrniti, ne, in Kitajci so rekli, vse ni problema, ne, dajte nam vi tole na lis za 99 let, ne, pa se bomo zmenili. Ne. In če recimo do tega prišlo, ne, ima v bistvu Indija praktično na svojem dvorišču potencialno kitajsko vojaško bazo. Ne. Jaz vam zdaj hočem reči, to so stvari, ki so pač na mizi. Ne, Kitajci v Evropi imajo delnice, ne, jaz mislim, da v 12 pristaniščih. Ne, v 12 pristaniščih. Ne, jaz govorim, da imajo večinsko lastništvo, ne, ampak oni sistematično so v preteklosti kupovali luke in sistematično so financirali te transportne poti iz luk v notranjost, ne, kontinentov. Ne. Zakaj? Dostop do repromaterialov. Ne. Zanimivo. Kitajci gledajo, veste, stvari na 50 let, ne tako, kot mi, ki gledamo niti ne do naslednjih volitev, ampak ne naslednjih par mesecev. Ne mislim mi v Sloveniji, ampak generalno tudi. Zdaj, ko omenjate, da Kitajska postaje največji upnik, mogoče sam za informacijo, tudi naš minister za finance je ravno nedavno, mislim, da včeraj napovedal, da se želi Slovenija zadolževati tako na Kitajskem kot na Japonskem, in sicer zaradi same diverzifikacije. Kako to komentirate? Bi rad to slišal bolj od njega, ne razumem čisto dobro tega, zakaj bi se na Kitajskem
To je bilo včeraj povedano na dnevih kapitala, tako da. Mogoče še to, rekel je tudi, da bo šlo vse v smeri zelenega zadolževanja, tako da to zeleno zadolževanje tudi eno zelo aktualno, vse, kar je zeleno. Mene pa zanima, koliko je pa tukaj dejansko podčrto tudi greenwashing. Glejte, tukaj treba biti korekten, ne. Jaz mislim, da generalna usmeritev je v to zeleno financiranje. Jaz mislim, da je to prav in tudi v osnovi je to prava smer, ne. Je pa jasno, pri vseh takih mainstream stvareh, ki se dogajajo, prihaja pol tudi do ekscesov, ne, in eden od takih je jasno ta greenwashing, ne, ampak glejte, s temi stvari se bomo ukvarjali na poti, ko do tega prihaja in ko se bo videl, da je to greenwashing, se bo to začel pač odpravljati. Tako da to ni stvar, ko še rekel ti, veste, zdaj se gremo pa zeleno financiranje, ne, od danes naprej. Tukaj tudi je premalo izkušenj, tukaj tudi, ne, lejte, zdaj imamo čisto metodološko in kup stvari, ne, ta evropska taksonomija zelena, ne, zelo vprašljiva, ne, a je plin zelen, ne, a je nuklearna energija zelena. Jaz ne grem zdaj v polemiko, ni, ampak hočem vam reči, ne, to je zelo, ne, na koncu smo prišli do političnega dela, da je nuklearna energija zelena in da je plin začasno zelen, ne. Zakaj se Francija pa Nemčija, ne, tako da, ampak ja, smer jaz mislim, da je ta prava in je prav, da je taka, ne, bo pa ta smer, ne, z, bi rekel, precej, kako bi rekel, umestnih nekih problemov, ki bomo pač reševali po poti. A lahko mogoče samo še zaključek, mogoče nekaj o fiskalnem pravilu, zdi se, da je celotna EU pospravila fiskalna pravila v predal za nek nedoločen čas, kako vi gledate na to? Ja, tako bom rekel, jaz sem se, moram reči, takrat, ko je prišlo do tega suspenza fiskalnih pravil, ne, se pravi v izbruhu COVID krize, jaz mislim, da je bilo to takrat v tisti situaciji to prav, da se je naredil, ne, ker to je šlo res za pač izjemno situacijo, ne, spomnite se takrat marca, ne, ko je bilo vse zaprto in tako naprej, ne. A veste, ko gledaš pa stvari nazaj, zmeraj jih ocenjuješ z današnje perspektive, vse je bilo vse v redu, ne, ampak takrat je bilo to, jaz mislim, prav. Jaz imam bolj problem s tem, da smo pol to vračanje na normalizacijo kar odlagali, ne. Najprej smo ga odlagali z to COVID krizo, ampak potem smo ga odlagali z ukrajinsko krizo, ne. Jasno, zdaj bomo imeli lahko fajn razlog, da ga odlagamo zaradi neke finančne krize, ne, ampak če ne bomo mi prišli nazaj v Evropski uniji na neka fiskalna pravila, ne, potem nas bojo začeli enostavno trgi prisiliti v to, da bomo imeli probleme. Ne. Enostavno, brez fiskalnih pravil se bo naš dostop, tudi naš slovenski, ne, na teh trgih začel slabšati, kar pomeni dražiti. Ne. Jaz ne bi hotel špekulirati o čem drugem. Zdaj, jasno, jaz mislim, da tudi to soglasje, da se je treba vrniti na fiskalna pravila obstaja, ne, tudi na nivoju EU-ja. Ne, tudi jaz mislim, da še vedno je ta commitment, da bi se na nova fiskalna pravila prešlo z letom 2024. Ne. Komisija je pripravila svoj koncept, kakšna naj bi bila nova pravila, ker mi se ne moremo preprosto vrniti na tista pravila, ki so veljala pred izbruhom COVID-a, ne. Preprosto zato, ker v današnji situaciji niso več realna. Ne? Da vam dam samo en primer. Mi imamo v obstoječih pravilih, ne, da država, ki ima javni dolg nad 60%, se mora vsako leto ta javni dolg zmanjšati za 1/20 tistega presežka nad 60%. In zdaj si predstavljate, če imam jaz recimo javni dolg 70-80%, ne, pol je 1/20 to tistega viška, ne, nekaj, kar je možno realizirati, kar je možno narediti, kar je doable. Če pa tvoj javni dolg 150%, pa ti ne moreš v bistvu 1/20 narediti v enem letu, ker je preprosto to preveč. Ne? In zdaj, če bi ti sprejel taka pravila, je jasno, da si sprejel pravila, za katere danes veš, da so neverodostojna. Ne? In zato je v bistvu jasno, da je treba pravila spremeniti. Ne? In ta nov koncept pravil, ki ga je komisija predlaga, je, da bi ključen element tukaj bila v bistvu dinamika zmanjševanja javnega dolga. Verjetno je to ena tema za kakšno drugo druženje najino. Ne. Jaz bi rekel,
ta koncept, osnovni koncept, jaz mislim, da so države več ali manj za to, da se gre na ta način spreminjati, bo pa hudič jasno pol v detajlih. Ne. In jaz moram reči, da bom osebno kar presenečen, če bomo dejansko z letom 2024 že v situaciji, da bodo ta pravila veljala, ne, kar pomeni, da je treba sprejeti regulative, uredbe, ki jih bo Evropska komisija zdaj v teh dneh verjetno predstavlja, ampak jih treba pol, da jih sprejme Svet ministrov, ECOFIN in da jih sprejme Evropski parlament. In tukaj jaz pričakujem kar precej živahno diskusijo in mene ne bi presenetil, če bo to se zavleklo tudi v naslednjo leto. Ne. Bi si pa želel, da se ne. Je pa kar nekaj teh problemov zdaj, kar se tega tiče fiskalne politike. Tudi konec koncev, če pogledamo samo Slovenijo, ukvarjamo se z v bistvu korekcijo plač v javnem sektorju, medtem ko, ne vem, mogoče pokojninska blagajna je tista, ki je kritična, zdravstvena blagajna je tista, ki je kritična. V Franciji gledamo dobesedno spopade na ulicah zaradi tega, ker hoče podaljšati delovno dobo na 64 let. Ne. To se zdi kar tako, da gremo v ene take zelo težke čase. A ne? Ja, absolutno, se strinjam. Ne? In to je pa tudi posledica tega, ne? Ker smo imeli tudi na fiskalnem področju v zadnjih letih, tako bi rekel, malo divjega zahoda, nobenih omejitev. Spomnite se, predsednik vlade je, tako bi rekel, prostodušno zanč na Brdu rekel, da mi smo šli zavestno v letošnjem letu v velik proračunski primanjkljaj zato, ker še ne veljajo fiskalna pravila. Ne. To tudi, če je res, je po mojem nespametno, da je rekel. Ne. Kakšno stvar je mogoče boljš ne reči, čeprav pač misliš in mogoče tudi točno to, kar je rekel. Ne. No, jaz vas čisto razumem, gospoda Roberta Goloba pozorno poslušamo in prav zbiramo seznam njegovih cvetk, izjav, teh je že kar nekaj, iskreno povedano. Gospod profesor Mojmir Mrak, najlepša hvala, da ste se vzeli čas za pogovor. Zmeraj je res užitek vas poslušati, tako da iskrena hvala. Dragi gledalci in poslušalci, tudi vam hvala za pozornost. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.